Pozdravljeni. Med razgovorom z nekom izmed vas je prišla na dan izjemno zanimiva tematika. Namreč primerjava sodobne Formule 1 in šampionov voznikov iz preteklosti. Navdušenci Formule 1 pogostokrat razglabljamo in mnogokrat se znajdemo v tistem položaju, ko začnemo razpravljati nekaj, kar spada v tisto znano kategorijo, kaj bi bilo, če bi. In mnogokrat v tistih pogovorih naletimo na razne teorije. Najprej o tem, kako je bila Formula 1 v preteklosti enostavna in kako so bile tiste dirke izpred desetletij prave dirke Formule 1. Kako smo takrat videli prave voznike, ki v primerjavi s sodobnimi so bili bistveno boljši. In mnogokrat v takih razgovorih lahko slišimo izjave, kjer nekdo zatrdi, da kolikor bi bilo možno, če bi lahko tisti junaki iz preteklosti v sodobnem času dosegli prav tako fantastične rezultate, če ne boljše od tistih, ki jih vidimo pri marsikaterem vozniku. Tu je treba najprej poudariti, da Formula 1 v preteklosti ni bila enostavna in ni bila tako zastarela, kot marsikdo misli. Bolid Formule 1 iz preteklosti je odraz maksimalne tehnologije tistega določenega časa. Namreč izjemno lepo je primerjati naprimer bolid Formule 1 iz sredine 60-ih z bolidom Formule 1 iz konca 80-ih let prejšnjega stoletja. In reči, ja, ki je bil konec 80-ih let, je bistveno bolj zapleten od onega iz 60-ih let. Ta bolid je pokazal vse tisto, kar je tehnologija v tistem obdobju omogočala. Tako kot oni drugi, ampak nekaj desetletij razlike oziroma četrt stoletja se pa mora nekje poznati in mislim, da se tu vsi strinjamo. In zato trditi, da naprimer Formula 1, ko se je pretikalo še z ročnim vzvodom in ko so bolidi imeli 3 stopalke na šasiji, je bila ona prava, je pač odraz nekega obdobja. Ampak že ko smo videli Ferrari 640, je to pomenilo veliko revolucijo. Namreč to je prvi bolid, ki je imel vzvode za pretikanje za samim volanom. Nekaj, kar je čez desetletje postalo praktično del identitete Formule 1. A bistvo je v tem s tehnologijo, z elektroniko, čeprav je v mnenju marsikaterega navdušenca tako osovražena, bolidi postali hitrejši. In marsikdaj lahko slišimo teorijo, da sodobni bolidi Formule 1 so nezanimivi, ker je njihova aerodinamika tako zapletena, da praktično ne dovoli prehitevanja. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kako da ne dovoli prehitevanja, če vidimo pogostokrat, da se vozniki na progi prehitevajo. A res je nekaj drugega. Z razvojem tehnologije se je razvilo tudi znanje, ki ga imajo inženirji o aerodinamiki, o materialih in še bi lahko naštevali. Zato je aerodinamična učinkovitost sodobnega bolida bistveno višja od tiste, ki je bila pred 5, 10, 20 sezonami. In ker je učinkovitost večja, je tudi vsaka motnja, ki hočeš, nočeš, pride na sami progi, toliko bolj občutna. V 70-ih letih bočni veter ni tako negativno vplival na bolide Formule 1, kot vpliva danes.
čeprav je lahko sunek vetra prišel iz iste strani z isto jakostjo. To je stvar razvoja. Bolj kot je učinkovit bolid, bolj vsaka sprememba vpliva in mislim, da je to razumljivo. A sedaj bomo prišli na tisti del, ki je po mojem mnenju najbolj zanimiv za vsakogar izmed nas. Mnogokrat smo zaslišali, kako bi junaki iz preteklosti v sodobnih bolidih pokazali, kaj pomeni voziti bolid Formule 1. Tako kot gledamo na bolide same, na tehnološki razvoj, tako moramo gledati tudi na same voznike. Namreč določena tipologija bolida zahteva določen stil vožnje. V stilu same vožnje bolida Formule 1 sem napravil v preteklosti zanimiv prispevek, kjer sem primerjal različne stile različnih voznikov. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kako bi se znašli določeni šampioni iz preteklosti Formule 1, kolikor bi jih lahko kar tako prestavili v sedanjost. Lep primer lahko vidimo, ukolikor vzamemo v roke knjigo, kot je ta fantastična enciklopedija Formule 1, kjer je v samih prilogah prikazano, kako se je razvil sam volan bolidov Formule 1. Gledamo tukaj primere iz 70-ih let, ko so imeli vozniki na razpolago volane ter analogne števce na armaturni plošči, menim, da bi bil marsikateri, če ne prav vsi vozniki, presneto zmeden, če bi pred seboj imel nekaj takega, kot je tu na dnu, kjer je vse digitalno in polno stikal, kjer niti sam ne bi vedel, čemu služi. A vsi mi smo videli, kako povprečni voznik pretakne ta stikala med samo dirko kar nekajkrat, ne bom rekel neštetokrat, ampak razumeli smo se. Po drugi strani lahko vidimo, kako sodobna Formula 1 pomeni vožnjo skozi ovinke tako, da se izbere tisto najhitrejšo pot. Poenostavljeno povedano, potrebno je čim bolj posekati ovinek, torej čim bolj pozno zavirati, ostro zaviti ter nato zopet postaviti volan v nevtralni položaj. Kako bi se pri tem stilu vožnje znašel na primer Jim Clark, nesporno eden izmed največjih voznikov Formule 1? On je konstantno korigiral z volanom ter skušal občutiti tisti mehanski oprijem, kajti v njegovih časih aerodinamičnih površin še ni bilo na bolidih Formule 1. Kolikor bi ga prestavili v današnjo Formulo 1, bi se lahko znašel, ampak potrebno bi bilo kar nekaj prilagajanja. Po drugi strani, mnogi izmed navdušencev pravijo, kako bi lahko Ayrton Senna v današnjih bolidih prav tako kraljeval, kot je kraljeval tam med prehodom med 80. in 90. leti prejšnjega stoletja. Ayrton Senna je imel neko karakteristiko. Sam je bil izjemno nervozen na stopalki za plin. Ampak, če pogledamo graf stopalke za plin sodobnih voznikov, vidimo, da obstajata v resnici samo dva položaja. Torej, popolnoma spuščena stopalka in pritisk stopalke do samega dna. Torej, ena izmed karakteristik, ki jo je imel Ayrton Senna v današnji Formuli 1, dobesedno odpade. V njegovih časih je bila to verjetno prednost, ampak v sodobni Formuli 1 ni prostora za tak stil vožnje. Bi se lahko Ayrton Senna prilagodil današnjim bolidom? Iskreno povedano, ne vem, morda, ampak ukolikor bi se lahko prilagodil, to še ne pomeni, da bi bil kar tako z lahkoto eden izmed najboljših in eden izmed največjih. Mogoče ja, mogoče pa ne.
Zato moramo biti izjemno previdni, ko med seboj primerjamo različna obdobja, različne bolide in različne voznike. Mnogokrat smo že povedali nekaj, kar je bistveno v Formuli 1. Namreč zmagovalec Formule 1 je tisti, ki zna razumeti svoj bolid in najbolj približati stil vožnje tistemu, kar sama tehnika zahteva. Zavedati se moramo, da Formula 1 je sestavljena iz dveh delov. Tistega tehnološkega, torej bolida Formule 1 in tistega človeškega voznika, športnika. In malce preveč enostavno je samo ločiti ta dva dela ter prestavljati določene elemente z enega zgodovinskega obdobja v drugo. In pri takih razgovorih menim, da je potrebno upoštevati tudi malce širše spremenljivke, na katere pa marsikdaj seveda mnogi izmed nas enostavno pozabimo. Treba je poudariti, da je izjemno zanimivo se nekako prijateljsko prirekati, kaj bi se zgodilo, če bi lahko v določenem bolid posedeli marsikaterega junaka iz preteklosti. A za danes, kot ponavadi, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.